Pravzaprav vsi vemo, kako težko moški priznajo najprej sami sebi bolezen, kaj šele, da bi o njej spregovorili. Morda najbližjim, sploh pa ne javnosti. Pa vendar tu prihaja do pomembnih tektonskih sprememb, za kar ste zagotovo zaslužni tudi v združenju, ki ga vodite. Hvala lepa. Združenje oziroma Društvo uroloških bolnikov Slovenije dela 11 let že, jaz sem tukaj slabe 3 leta. Moj predhodnik je zaoral ledino, jaz sem pa potem malo to pospešil. Vsi smo ugotovili točno to vašo ugotovitev, da se bolniki z rakom prostate samo stigmatizirajo. Pravzaprav se postavijo sami v nek drugačen položaj, ker gre za intimno vprašanje. Intimno vprašanje, ki je povezano na inkontinenco in seveda tudi na erektilno disfunkcijo. Tisti, ki bodo to gledali, lahko povem, da se postreže in da reši tako inkontinenca, kakor tudi erektilna disfunkcija po odstranitvi prostate. Vendar je treba nekaj povedati, ni vsaka bolezen, pa tudi diagnoza raka prostate ali sum raka prostate že tudi napotnica za odstranitev prostate. Zato je škoda, da se moški ne odločajo, če jim je nerodno v družini. Mi imamo na naši spletni strani vse kontakte možne, zdaj jih bo pa več. Glede na to, da smo danes na koncu šolanja, bomo imeli 10 mentorjev, vrstnikov, ki so vsi bolniki z rakom prostate in se lahko sami zaupno neposredno pogovorijo z tem. To je sicer naš prospekt, vendar jih vabim, da si ogledajo našo spletno stran na www.dub.si, zelo preprosto, in tam so vsi kontakti. Predvsem je pa zelo dosti preprostih navodil za raka prostate, pa tudi za nekatere druge rake. Eden od problemov pri sumu ali diagnozi je, da se moški potem v tej osami in tem sramu, ki si ga sami naložijo, začnejo brati to in ono in so na koncu že takoj še bolj zmedeni, kot potem, ko so dobili sum ali diagnozo rak prostate. Človek se v poplavi informacij, ki so nemalokrat tudi nepreverjene, zagotovo zelo hitro izgubi. Predvsem pa je zelo pomembno pridružiti se društvu, kakršno je vaše, tudi zato, ker pri prav nobenem obolelem ne moremo reči, da bo hodil po enaki poti kot ostali z enako diagnozo. Vsaka bolezen je enoznačna, specifična in tukaj je treba vedeti, kaj vse je mogoče storiti, predvsem pa, kako pravočasno ukrepati, kako pravočasno prepoznati bolezen in na tej poti bo zagotovo v pomoč projekt, ki se bo jeseni začel pilotno in za katerega lahko rečemo, da imate za njegovo uvedbo tudi vi precejšno zaslugo. No, gledajte se, ravno to je treba poudariti, da je naše društvo, jaz sem pa takrat bil v neki funkciji, da sem pa seveda po operaciji, zame je pravzaprav pilotni projekt oziroma presejanje prepozno, ne? Ampak gre za to, da sem leta gledal uspešnost vseh 3 presejalnih programov Dora, Zora in Svit. In potem, ko sem bil operiran, sem s svojim operaterjem govoril, je rekel, to pa ne bo šlo, in mi je začel razlagati tehnične razloge, zdravstveno-tehnične razloge, zakaj ne. Jaz sem takrat postal pozoren, sem rekel, ok, verjetno ima pa prav, ampak sem potem ugotovil, da so ovire sicer obstajajo, ampak če bi bile take ovire problem, potem nobenega od predhodnih presejalnih programov ne bi bilo. In zdaj je treba zelo jasno povedati, da smo takrat, leta 2022,
2022 imeli srečo, da sem bil v državnem svetu, imeli srečo, da je državni svet imel posluh in imel srečo, da je takoj bilo pripravljeno Evropsko združenje urologov Slovenije celo poslati svojega predsednika v Slovenijo, da nam je spregovoril. Nadaljna sreča, tu bom rekel, ne bom si lastil vseh jaz ali društvo, nepomembno. Jaz sem pravzaprav nepomemben v tej zgodbi. Pomembno je to, da je hkrati se tudi strategija do presejalnih programov spremenila na evropskem nivoju. Mi bi verjetno še vedno čakali, če ne bi bilo, edino malo prej smo začeli z vsem skupaj, ker je dal na seznam tudi presejalni program za raka prostate in raka pljuč. Tu je ta razlika. Ampak potem bolj sem se v to na nek način upletal, potem smo postali, je eden od urologov rekel, zakaj se pa ne včlanite v Evropo OMO. In ko sem se še z njimi spoznal, dal šolanje, poletno šolo, tudi pri njih prvo šolo, sicer za ambasadorje, ne za mentorje, ugotovil, da je zelo pomembno, da mi ustvarimo mrežo, sistematično mrežo, ki jo do takrat nismo imeli. To je v glavnem delu pred mano magister Hočevar, ki je bil prej predsednik, potem sem jaz nekaj delal, pa še eden ali dva, ampak sem rekel, nam vsem manjka neko določeno znanje, dajmo ga dopolniti z tehnikami mentorskega oziroma vrstniške podpore in seveda z dodatnimi znanji z področja urologije, onkologije, radiologije. In moram reči, da je bilo sicer to zelo naporno organizirati, veste kako v društvih, koliko ljudi dela v društvih, zelo naporno je bilo tudi denar dobiti. Ta zadeva ni poceni, ampak potem na nek način smo zbrali ta denar in uporabili lahko tudi tole brošuro, ki vam zdaj le pokažem. To ni brošura za splošno javnost, je priročnik za mentorje vrstnike, ki smo ga v angleščini dobili v Bruslu in ga prevedli, tako da je pomočnik mentorjem vrstnikom, ki bodo danes zaključili to prvo šolanje in ga seveda vsako leto tudi nadgrajevali z novimi znanji. Obravnavali smo tako fazo pred diagnozo, povedali zelo jasno, da rak prostate skoraj nima enega samega znaka, da je to bolj bolezen starejši kot ne, ampak prihajamo v čudno situacijo, mlajši 50 plus že obolevajo za rakom prostate in tisti so še bolj nevarni. Je treba le povedati, 16.000 moških plus ima diagnozo raka prostate v Sloveniji. 1600 plus ima na novo diagnozo raka prostate v Sloveniji. In hujši podatek, 450 jih umre. Od teh 450 jih je večina tistih, ki so prepozno odkrili rak prostate. Zato bi vse vljudno povabil. Omenili ste projekt Peter. Ta projekt je bil odobren na podlagi tega našega prvega posveta in potem še drugega leta, 24, to se pravi lansko leto, ki smo ga zopet mi inicirali, jaz nisem več svetnik, ki bo najprej pilotno testiral, povabil 1000 moških iz osrednje ljubljanske regije, selekcioniral 600 na podlagi PSA testa. Dragi moški, sem to, da povem, PSA ni nič boleč. Date par kapelj krvi in takrat ugotovite. Tudi visok PSA še ne pomeni, da imate raka prostate. Ampak kljub vsemu, dajte to storiti. Jaz se dostikrat rečem, avtomobile vozimo redno na servise. Dajmo tudi sebe servisirati, pa hodimo. Tudi tisti, ki še ne boste v tej fazi deležni tega presejalnega programa, vam priporočam, da rečete svojemu osebnemu zdravniku, da naj vam da napotnico za PSA.
tudi če vam je ne da, mislim, da stane 6 ali 8 evrov, 6 ali 8 evrov, kar je koliko pivo, ne vem, ali pa koliko, ne bom preračunaval. Se pravi, zadeva je malenkostna. In ne bojte se, bolj se bojte, da boste prepozno odkrili, kot da boste to naredili zgodaj. Izgovorov za neudeležbo pravzaprav ne bi smelo biti v nobenem primeru, kaj ne? Zlasti, če človek vrednoti, ceni svoje zdravje. Ne bi smelo biti, ampak ljudje, moški pa posebno, zelo radi se gremo mižek figa takrat, ko je noj zaril glavo v pesek. Jaz žal poznam tudi kar precej primerov, ki vedo, ki so se pogovarjali z mano, pa niso pripravljeni, je rekel, jaz pa že ne bom lulal hlače pa tako naprej, ker je sporočilo slabo. To sporočilo mora biti, imaš šanso in zdaj, če se medicina mogoče pred 10 ali pa 5 leti še ni toliko skrbela in razmišljala o kvaliteti življenja bolnika, je danes to na prvem mestu. Danes ne odstranjujejo prostate, če ni potrebno, danes ne obsevajo, če ni potrebno, obstajajo nova generacija zdravil, hormonskih in ostalih, ki se da in danes se pretežno spremlja bolnika in reagira šele takrat, ko je to vse skupaj potrebno. V preteklosti ni bilo tako, danes je pa to bistveno bolj pacientu primerno. Pa še nekaj bom povedal zdaj o naših mentorjih. Misel, zakaj mentorje ustvarite. To knjigo, ki sem vam kazal, smo dobili na zastopnikih pravic pacientov z rakom prostate. Mentor oziroma zdravnik in bolnik nista nikoli v istih čevljih. Nikoli nista v istih čevljih. Pa če je zdravnik ekstremno empatičen, ekstremno razumljiv, on nima istega problema kot bolnik, ki ga je strah, ki vaga, kakšno metodo uporabiti in tako naprej. Seveda ni pričakovati od naših mentorjev, da bodo zdravniki, lahko povedo svojo izkušnjo, so lahko psihično oporo, pa so lahko usmerjevalci na določene preiskave. In predvsem bi rekla, je njihov glavni atribut tudi aktivna pomoč pri odpravljanju zadržkov, predsodkov in podobno. Česar je še vedno veliko, kaj ne? Zanimivo. Jaz sem nekaj prijateljev ali pa znancev rekel, člani se v društvo, pa se noče 10 evrov naše članarine, da bo jasno, to se pravi, ne gre za neke denarje. Pa se noče, ker se boji, da bi okolica zvedla, da je član in s tem tudi potencial ali pa bolnik z rakom prostate. Prvič smo pri nas zaupni, teh podatkov ne dajemo okoli, pa tudi pri komunikaciji s pacientom skrbimo za zaupnost. Mi ne odkrivamo bolnika, če sam to noče. Enako je tu, jaz bom danes, se boste srečali še z ostalimi mojimi kolegi, izrecno vprašal, ali so pripravljeni se izpostaviti ali ne, ne glede na to, da se bodo v bodoče oni izpostavljali do bolnikov.